noveli o zakonski zvezi in družinskih razmerih in v družbi eminentnih gostov, ki jih prav gotovo vsi poznate, dr. Anton Kunstelj, gospod Jožef Horvat, in pa magister Andrej Šircelj so z nami. Preden pa začnemo to omizje, pa bi kljub vsemu povabila k besedi še našega predsednika krajevne skupnosti, gospoda Viktorja Trčka, da pozdravi tole našo sredino z nekaj besedami, malce za ogrevanje, potem pa se takoj lotimo teme. Dobro večer, vse skupaj prav lepo pozdravljam. Upam, da boste tudi vse gosti tukaj prisrčno pozdravljeni tukaj v našem kraju in upam, da bodo kar kaj prijetnega povedali, da ste, ja, bomo to bolj razumeli, zakaj se pravzaprav gre, ne? Vsi skupaj, pa da bomo vsi skupaj bili proti temu, kar se nam dogaja. Hvala. Hvala lepa, gospod Trček. Sedaj pa predlagam, da kar začnemo prvi krog pogovora. No, bom še to povedala, ja, gospod Kavčič me opozoril. Veste, da bi z nami v tej sredi morala sedeti gospa Iva Dimic, pa se je opravičila, ima televizijsko soočenje. Mislim, da nam bodo tudi moški znali povedati, kako ne rečem, in nas prepričati, da bomo še bolj zagotovo glasovali pravilno, torej proti. Sedaj pa res predlagam, da gremo kar en prvi krog in da v tem prvem krogu poprosim naše goste za eno kratko predstavitev, da povejo nekaj besed o sebi, potem pa seveda morda v naslednjem krogu pa še svoj komentar na trenutno dogajanje, torej na to sprejemanje novele zakona o družinskih razmerjih in o zakonski zvezi. Pa kar prosim gospoda Kunstelja, da bi mogoče kar začel. Ja, lep dober večer. Tone Kunstelj, zdravnik pediater. Star pasiv, zato že tudi v penziji. Ampak kaj je to penzija, niti ne vem dobro, ker še zmeram kaj pomigam. Dopoldne sem bil v otroškem dispanzerju v Ljubljani, v Šiški, in sem tam med drugim naletel na krasen kolektiv sester in zdravnic in je ena od sester izvala k besedi, kaj pa referendum, in sem videl, da ta kolektiv bo praktično ves glasoval z nami. Tako da v zdravstvu kar vemo, zakaj gre. Sicer sem poročen in to pravim, da 45 let z eno in isto ženo, 4 otroke, 9 vnukov, to je pa bistvo. Dobar večer, dragi prijatelji, ne vem, če boste z mano zadovoljni. Tukaj bi res morala sedeti moja kolegica, podpredsednica Nove Slovenije, krščanskih demokratov, gospa Iva Dimic. Pred kakšno dobro uro me je prosila, da naj vendarle jaz grem v njen volilni okraj, kar sem seveda brez oklevanja sprejel. Ona pa gre res v Postojno na eno televizijsko soočenje v eminentni družbi kolegice Violete Tomič, Erike Dekleva, gospod Ravnik, no. Tako da sem rekel, jaz bom pa v bistveno boljši družbi in to sem takoj po prvi minuti sem videl, da bo tukaj danes ta večer en prijeten pogovor, ena krasna družba. Torej, jaz sem Jožef Horvat, sem univerzitetni diplomirani fizik, poročen, ja, še vedno s prvo ženo, 33 let, ena hčerka, 2 sinova, so sad najne ljubezni. Sinova sta seveda moškega spola, hčerka je ženskega spola, žena je tudi ženskega spola, jaz sem pa moškega spola, prisegam. Zdaj sem 8 let poslanec državnega zbora, prej sem bil v Muri, tistih lepih letih Mure, direktor informatike, sem bil 13 let, leta 2004 sem bil prvič izvoljen, premagal sem vam vsem znanega gospoda Cirila Pucka v Lendavskem volilnem okraju in vesel sem, da sem danes z vami.
In verjamem, da ne samo to, da bomo v nedeljo mi, kar nas je tukaj, kar jih rovte premorejo, da bomo samo mi proti. Mislim, da bo vsak izmed nas mogel vsaj 5 ali 6 ljudi še pripeljati iz morda drugih delov Slovenije, jih nagovoriti. In to je tudi namen tega našega večera. Hvala lepa. Andrej Šircelj, jaz sem tudi poslanec, zdaj že v drugem mandatu, čeprav je to približno zdaj 4 leta. Prej sem bil državni sekretar na Ministrstvu za finance, najbrž me bolj poznate z finančnega, gospodarskega področja. Se pa vključujem seveda tudi v druga področja in ko sem začel spoznavati različne teorije, o katerih se danes pogovarjamo v povezavi s tem zakonom, sem bil, moram reči, dobesedno frapiran, kajti ne glede na to mojo, jaz mislim, dokaj liberalno vrednotenje, bom rekel, ali pa svetovni nazor, menim, da v tem trenutku s tem zakonom dejansko gremo v zelo, zelo napačno in seveda nenaravno smer. Predvsem zaradi tega, ker mislim, da otroci več ne bodo tisto, kar bi dejansko morali biti in ker enostavno kot družba izgubljamo vrednote. Zaradi tega je seveda nujno, da zavrnemo ta zakon in seveda glasujemo proti. Sem oče 2 odraslih otrok, hčerke in sina. Živim z drugo ženo in to je približno vse. Hvala. Kje Viko? Vnuko še ni. Video. Hvala lepa. Čakajo prvega vnuka. Sedaj pa predlagam kar drugi krog in kar obdržite mikrofon. In tako kot sem že prej omenila, bi morda prav sedaj povedali tudi te uvodne besede in misli o tej noveli zakona, kateri tako nasprotujemo, pa morda tudi razloge, ki jih vi kot zdravnik vidite, da nam bi taka sprememba povzročila verjetno precej daljnosežne posledice, katerih se najbrž marsikdo v tem trenutku, da ne bom preveč groba, ampak bom rekla, v parlamentu ne zaveda. Jaz mislim, da se jih nihče med nami ne zaveda, tudi jaz, ki v teh stvarih veliko vem, ker sem teh dneh precej okrog po Sloveniji, kaj vse nas lahko čaka, če bo zakon obveljal. Vas pa najprej jaz izzovem, ker nem odgovoril. Ali je med vami kdo, ki še ni odločen, ki še ni prepričan, kako bomo glasovali v nedeljo? Kdo, ki je v dvomih? Dobro, pohvaljeni ste, Rovtani ste, kako se reče? Rovtani, ja, ste fejst narod. Ja, tako. Potem ne bom jaz dolgo vezil zelo veliko o vseh razlogih, ampak upozoril na neke glavne točke. Glejte, zakon pravijo naši prijatelji z druge strani, ne bom nič spremenil za nikogar od nas. Spremenja samo prve 4 člene, zelo lepo in zelo nedolžno. In če poslušate njih na televizijskem soočenju v prejšnji četrtek, je vse krasno, vse lepo, vse nedolžno, sladki so. Kdo je na tistem soočenju na televiziji največ citiral Sveto pismo? Kdo je največ govoril o papežu? Naša stran? Ne. Naši prijatelji na levi so citirali Sveto pismo, so citirali papeževe misli, zelo so pobožni. Med njimi se je najdel tudi en, ki je rekel sam sebi, da je katolik. Eno drobno podvprašanje. Koliko ste vi sebi rekli, da ste katoliki? Gospod Župnik, koliko ste to slišali vi, da je nekdo katolik? Jaz za sebe vem, da sem kristjan.
Ja, mi rečemo, da smo kristjani, ampak dobro, če že rečemo, da smo katoličani. Mi smo pa katoliki. Že ta izraz mi je povedal, da ta človek verjetno nima v glavu čist razčiščeno. No, tako. Te nežne besede, oni so zelo ljubeči do svojih otrok, do svojih partnerjev. Vse krasno in lepo. Ozadje je pa grozljivo. Grozljivo. Če bomo spremenili te 4 člene, kjer so črtali besedo mož in žena in so dali 2 osebi, da za družinsko življenje nista potrebna mož in žena, 2 partnerja različnega spola, ampak so to črtali, različni spol so črtali, spreminjajo vse ostale člene, ki ostanejo povsem enaki, samo smisel drugih členov bo na glavo postavljen. Ker država zagotavlja, da bodo vzgoja v šolah zagotavljala tudi vzgojo za zakonsko zvezo. Ker država zagotavlja zdravljenje neplodnih zakoncev s pomočjo pri ginekologih. Vse to bo potem na voljo tudi njim. Država daje tudi vse možnosti za posvojitev. Tudi to bo na voljo njim. Oni pravijo, da ne, posvojitve so pa nas prepovedane izven zakona. Ampak če bo osnovi skupnost 2 homoseksualcev povsem izenačena z poročenimi pari, bodo oni zahtevali posvojitve tudi zase. Da je to res, nam kaže tudi izkušnja ameriške zvezne države Massachusetts. V tej kampanji velikokrat citiramo to državo, ker je bila ta država prva, ki je leta 2003 sprejela to zakonodajo. In po 10 letih so se pokazale vse negativne posledice. Pri nas se ne bi jutri nič spremenilo. Ponedeljek se ne bo nič spremenilo, če bi zakon obveljal. Torek nič. Ampak potem bo počas tle se pokazale posledice tam, med drugim, če se bo nekdo poročil, v poročnem listu ne bo več zapisano žena mož, ampak bo oseba 1, oseba 2. Tam ne med nami je en par, ki ima mlajši. Koliko let sta poročena? Gospa, ja, ste zdaj razvila? 4 leta? 10 let. Kaj vam piše v poročnem listu, se še spomnite? Žena. Ampak potem bo to oseba 1, oseba 2. Gospod, kateri med vama bo enka, kateri bo dvojka? Sta se že zmenila? Mož je glava, mož bo enka, ne? Ja. Da, draga. Glejte, to so neumnosti. Že pri matičarju se bo par skregal, kdo bo enka, kdo bo dvojka. Ali pa bo država kar določila, da smo moški vedno enka, ženska vedno dvojka. Gospod, zakaj pa ne bi vi protestirali? Mi lahko tudi dvojka, mi smo enka. A ja, tako kot spol, kad si ga, danes si moškega spola, jutri si ženska, boš pa spet žiti moškega. Ja, to. Dokumenti in gledajte, centri za socialno delo imajo v rokah moč za odločanje o posvojitvah. V Ameriki so po 10 letih videli, da je 40% otrok, ki gredo posvojitve, gredo homoseksualcem. Ob tem, da je homoseksualcev v neki populaciji 2 do 5%, različne ocene. Ampak čez 5% jih ni. In oni dobijo 40% otrok. Taki so pritiski na centre za socialno delo. In v tej kampanji smo dobili izjavo študentov fakultete za socialno delo, kako profesori pritiskajo na njih. In grozijo, da če se ne bodo izjasnili, da so za geje, da ne bodo naredili izpita, da je vprašljiva celo njihova diploma. Zdaj, tak pritisk študente in taka vzgoja študentov bo pomenila potem, da bodo te ljudi na koncu koncev res naklonjeni homoseksualcem. Če bodo homoseksualci dobili posvojitve, komu jih bomo dali v roke? Krasnim, ljubečim, nežnim parom. Resnica je zelo drugačna. Včeraj sem slišal tudi izjavo enega policaja, ki je rekel, dajte ljudem odpreti oči. Je rekel, ko gremo na intervencijo, sem že velikokrat videl, kako sta se 2
homoseksualca prebutala med sabo. No, teh stvari ne boste slišali. Med temi pari je veliko medsebojnega nasilja, več kot med ostalo populacijo. Saj se tudi v naših družinah lahko kdaj zgodi nasilje. Upajmo, da ne, ampak nismo angelčki. Homoseksualci so tipična populacija za okužbo z virusom HIV, ki daje neko strašno bolezen, ki jo poznamo pod imenom AIDS. Tako po svetovnih statistikah, kot tudi v naši literaturi, približno 2 leti nazaj bo to objavljeno čisto javno, da je porast AIDS-a zopet prisoten pri nas in da so tipični tisti, ki se okužijo, so homoseksualci, torej skupina moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. MSM, tako se temu reče. Te zveze so zelo kratkotrajne. 2 moška, ki živita skupaj, bosta živela leto, 2, 3. Bosta šla na razen in bosta dobila 3. partnerja. In potem 4. in potem 5. Se pravi, otroka bomo dali paru, ki bosta danes postala starša. In ko bosta šla na razen, bo otrok, recimo, dodeljen spet z centra socialno delo enemu od njiju. In ta eden si bo pripeljal 3. partnerja. Otrok bo že 3. očka. In potem enkrat 4. in 5. in pokrikoliko. Če to je idealno okolje za otroke, ne vem. Pri lezbikah je stvar še slabša. Pravijo, da je med lezbikami medsebojnega nasilja celo več kot moškimi homoseksualci. In te zveze so prav tako zelo kratkotrajne. Statistike govorijo, da je v 15 letih samo še 25% žensk skupaj od tistih, ki so se recimo nekoč zavezali ena drugi. Vse ostalo se loči. Se pravi, tudi tukaj bo otrok dobil 2 mami in potem čez recimo 10-15 let 3. mamo in v teh letih, ko je za otrokov razvoj najbolj pomembnih, ko si on ustvarja svojo identiteto, ko ugotavlja, kdo je, bo trpel prvič in medsebojno nasilje, lahko doživel smrt enega od njih ozrodajca in bo doživel, da bo partnerka ali partner pripeljal novega očka, novo mamico. Homoseksualci, tisti, ki se ne strinjajo s takimi dogajanji, se bojijo javno spregovoriti, ker jih bodo njihovi nekdanji partnerji dobesedno raztrgali. V medijih jih bodo uničili. In zato redko, kdaj preberete, ampak te dni se je dalo brati na internetu izjavo ameriške ženske, ki je rastla z 2 mamama. Njena mama, prava biološka mama, jo je spočila, rodila v zvezi z možem. In ko je bila ta deklica stara 2 let, je mama ugotovila, da je pravzaprav ona lezbika in je odšla in si našla partnerko. Ta deklica, ki je odraščala v tej zvezi, pravi, da je imela rada to mamino partnerko, da je celo življenje pogrešala očka. 2 še tako ljubeči lezbiki ne moreta nadomestiti očeta. 2 še tako krasna geja ne moreta nadomestiti mame. In nas so vedno učili, da je za vzgojo zdravo, normalno odraščanje otroka potrebno tako mamino čuteče, nežno, toplo srce, topla roka, ki otroka varuje, ki ga neguje, ki ga v bolezni pelje k zdravniku, ki bo za njega naredila vse. In očkova roka, ki je včasih malo bolj trda, predvsem je bolj razumska, to je pač naš moški način razmišljanja, in ki zna otroku postavlja tudi meje. Ki zna otroku reči, to ja, to pa ne. In otrok rabi tudi to. Otrok rabi oboje, ne samo eno. In danes nam razlagajo, da čisto zadosti, če z otrokom živi ena oseba, ki ga ima rada, ki ga ljubi.
ta druge sploh ne. Jaz nisem s tem zadovoljen. Jaz mislim, da sva z ženo dobro delala z otroki, imava 4 dekleta, ki imajo lepe družine, ta četrta še nima družine, še ni poročena in grejo po najnih sredovih. Da je to dokaz neke vzgoje. Pri otrocih iz gejevskih družin so pa statistike že pokazale, da tam, kjer očeta ni, grejo ti otroci bistveno večkrat po poti kriminala, alkohola, drog, večkrat pristanejo v zaporu, v poboljševalnih domovih, manj so uspešni v življenju, v 31% manj oziroma končajo srednjo šolo, maturirajo. Več teh ljudi, ko odrastejo, je na socialnih podporah, nižjo izobrazbo so dosegli. Se pravi, to so perfektne posledice krasnih gejevskih družin. Žal. Tako da posvojitve so en zelo težek element pri teh stvarih. In če se recimo, gledajte, mi lahko imamo 4 otroke, če se nama ena hčerka in zet ubijeta v prometni nesreči, imamo še 2, 3 druge družine, ki bi jih lahko vzeli za svoje v rejništvo ali v posvojitev ali saj skrbništvo prevzeli nad njimi. In jaz upam, da bodo centri za socialno delo konec koncev še pametni, da bodo to delali. Ampak družin, ki imajo veliko otrok, danes po Sloveniji ni več tako, kot jih je bilo nekoč. Danes imajo mnoge družine samo 1, 2 otroka. In če se zdaj en tak otrok ubije, se bo pa znalo zgoditi, da bodo šli ti otroci, ki bodo osiroteli, v roke homoseksualcev. Vse znam. Koliko je danes v Sloveniji neplodnih zakoncev? 516 jih čaka na centrih za socialno delo. Koliko otrok je na razpolago v Sloveniji letno za posvojitev? 13. Ne, 13 je posvojitev, ampak to niso slovenski otroci. Slovenski otrok je morda 1, 2 na leto. Slovenci otroke imamo radi, jih ne damo. In je malo takih primerov, da bi neka ženska res otroka zapustila, prepustila centru za socialno delo, ga pustila v porodnišnici in da bi otrok šel posvojitev. Naši starši dobijo otroka posvojitev iz Rusije. Pred 10 dnevi sem imel tazga otroka v ambulanti. Starša sta tako lepo, z veseljem, s toplino pripovedovala, da sta ga šla v Rusijo iskat. Ukrajine in Makedonije. To so pa 3 države pravoslavnega področja. Tam pa geji nimajo take vloge kot pa nas. V Rusiji